Pozdravljeni. Poznate tole zadevo? Ta zadeva je nam vsem dobro poznana. Vrv. Po domači pravimo krštrik. Zelo uporabna stvar. Danes predvsem v alpinizmu in jamarstvu. Pripomoček za plezanje in spuščanje, predvsem za varovanje drugega. Včasih je bil to obvezen pripomoček domače opreme za privezovanje živine, za povezovanje sena na voz, pri židarjih za škripec in tako naprej. Danes ga Frančiškovi bratje prvega reda in tudi sestre Klarise uporabljamo kot del naše obleke. Ne zgolj kot okrasek ali pa zgolj zato, da nanj obesimo vozle, ki pomenijo naše redovne zaobljube. Vrv je tudi simbolnega pomena. Iz praktične uporabnosti lahko prenesemo jo na duhovno področje. Pritegovati. Nekoga, ki je stran, pripeljati bliže v skupnost, v občestvo. Na 23. nedeljo med letom nam Jezus govori prav o tem. Takole pravi: Ako greši tvoj brat zoper tebe, povedi in ga posvari med 4 očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Prisluhnimo dinamiki tega dogajanja. Prvič. Brat greši. Pomeni, se je oddaljil. Drugič. Pojdi. Ne čakaj. Premakni se. Poišči ga. Tretjič. Posvari. Vzpostavi povezanost z njim. Pokaži mu svojo naklonjenost, da mu hočeš dobro. In četrtič. Pridobil si ga. Pripeljal si ga nazaj v občestvo, pomagal si mu, da je vstopil v dogajanje naše skupnosti. Wow! Koliko priložnosti imamo danes? Koliko ljudi okoli nas je v prvem koraku? So odtujeni, brezbrižni, morda celo na nasprotni strani. Drugi korak, to je stopiti naproti drugemu, zagotovo lahko naredimo. Tretji korak, drugega nagovoriti, to lahko vsaj poskusimo. In četrti korak, če se bo zgodil, bo to zagotovo razlog za naše veselje, pa tudi občudovanje, da smo bili dobro orodje v Gospodovih ročeh, v Gospodovih rokah. Ne se bati. Vzemimo vrv in gremo.